Pozdravljeni, sva Neža Malek in Nika Nač in v tem inovacijskem predlogu bova predstavili onesnaženost s hrupom v šolskih prostorih. V tem inovacijskem predlogu sva želeli izdelati napravo, s katero bi merili hrup v šolskih prostorih. Naprava bi bila namenjena učiteljem in učencem pri zaznavanju hrupa. Preden sva se lotili izdelave, pa sva merili hrup v šolskih prostorih z merilnikom hrupa. S tem sva želeli doseči zmanjšati jakost hrupa v prostoru. Kot prvo smo izdelali načrt, kdaj, kje ter kako bomo merili hrup v različnih prostorih šole ter v različnih dejavnostih. Merili smo z merilnikom hrupa, katere meritve smo nato vnesli v tabele in naredili grafe. Naredili pa smo tudi načrt za izdelavo lastnega merilca hrupa. V šoli smo se udeležili delavnice programiranja, katere so nam pomagale, da smo lahko sami sprogramirali Arduino krmilnik. Večino materijala smo dobili v šoli, le nekatere dele smo morali kupiti v trgovini z električnim materialom. Ko smo sestavili vezje, je sledilo programiranje, da smo LED diode sprogramirali tako, da so se prižigale ob določenih vrednostih v decibelih. Ohišje pa smo natisnili s 3D tiskalnikom. Zvok je definiran kot sprememba zvočnega tlaka, ki jo je človeško oko sposobno zaznati. Zvokom se srečujemo vsakodnevno in je pomemben dejavnik pri sporazumevanju. Hrup pa je nezaželen zvok, kateri pušča trajne posledice. Vsak posameznik se s hrupom sooča na različne načine. Ločimo 3 vrste hrupa. Celoten hrup je hrup, ki je posledica delovanja virov, ne glede na njihovo naravo in razlog. Specifičen hrup je hrup, ki ga povezujemo s točno določenim posameznim virom in njegovim vplivom na okolje, ter obstoječ hrup je hrup, ki je izmeren v pogojih, kadar specifičen vir ni aktiven. Izračunamo ga tako, da od celotnega hrupa odštejemo specifičen hrup. Okoljski hrup ima na nas veliko negativnih učinkov, med njimi sodijo naglušnost, motnje spanja, povzroča srčno-žilne bolezni, vznemirjenost, zmanjšuje učinkovitost pri delu ali učenju in vpliva na našo psihofiziko ali socialno vedenje. Ti vsi učinki so odvisni od ravni hrupa, našega počutja in dejavnosti, s katero se ukvarjamo v času hrupa, ter pomembnosti informacije, ki nam jo zvok posreduje. Med občutljive skupine ljudi sodijo starejši ljudje, otroci, dojenčki, nosečnice, gluhi ljudje, slabovidni in ljudje s duševnimi motnjami. Z leti je hrup v šolah večji. Če ga ne znižamo, ima lahko ta posledice na učitelje in učence. Zaradi tega smo dobili idejo za izdelavo merilca hrupa, kateri bo opozarjal na previsoko jakost v določenem prostoru. A na začetku smo pripravili seznam potrebnih materialov. Materijali za izdelavo merilnika hrupa so krmilnik Arduino, tiskano vezje, LED diode, trak, upori, žičke za povezavo PC, računalnik kot vir energije ter za programiranje Arduino programa, krmilnika ter senzor zvoka. Te slike prikazujejo samo nekaj materijalov, katere smo uporabili. Na tiskano vezje smo Na tiskano vezje smo pritrdili 3 LED diode in opore v vrednosti 100 ohmov, da smo zmanjšali napetost. Uporabili smo še potenciometer, s katerim smo spreminjali časovne vrednosti in prožili različne izhode. Uporabili smo rdeče, rumeno ter zeleno LED diodo. S pomočjo programa Arduino CC smo sprogramirali Arduino krmilnik. Ko smo celoten program preizkusili, smo le tega nadgradili za uporabo analognih vhodov Arduino krmilnika. Ob priključitvi senzorja zvoka smo tega umerili tako, da smo primerjali vhodne vrednosti z ročnim merilnikom hrupa. Slike sheme vezja smo predhodno pripravili v programu Freezing. Ogrodje merilnika hrupa pa smo pripravili v SketchUp programu. Ko je bilo ogrodje pripravljeno, smo to prenesli v program Slicer,
preko katerega smo lahko na to natisnili okrodje s 3D tiskalnikom. Uporabljali smo PLA plastiko, v našem primeru oranžne barve. Na tiskano vezje smo s pomočjo svajkalnika in cinžice namestili podnožja za Arduino in senzor zvoka. Pri delu smo bili skrajno previdni, da kasneje ne bi prišlo do kratkega stika povezovalnih linij. Nadaljevali smo s spajanjem žic. Lede smo pritrdili na aluminijasto ohišje. Na samo ohišje smo še vgradili priključek in za dovod zunanjega napajanja merilnika hrupa. Pred zaključkom pa smo še merilnik umerili ter v program vpisali vrednosti, pri kateri se bodo led jode prižigale. V prvem grafu so prikazane meritve v območjih A in v območjih C v jedilnici ob najbolj obljudenem času. V drugem grafu so prikazane meritve v območju A na hodnikih starega dela šole, v tretjem grafu pa na območjih C v starem delu šole. V četrtem grafu so prikazane meritve hrupa v območjih A in v območjih C o obraznih prireditvah manjših otrok v veliki avli. V petem grafu so predstavljene meritve jakosti hrupa ob pouku od 1. do 5. razreda. In v zadnjem grafu so predstavljene meritve jakosti hrupa v prostorih, kjer se zadržujejo le zaposleni šole. Merilec hrupa lahko uporabljamo za merjenje hrupa v različnih prostorih ter opozarjanje na previsoko jakost hrupa. Hrup ima na nas vse različne možne posledice, kot so naglušnost, poškodbe sluha, izgube sluha, slabo počutje, nervoza in stres in druge. Čeprav smo z nekaterimi temi stvari že obveščeni in se zavedamo, kako slabo vplivajo na nas, še vedno nismo pripravljeni česar storiti za naše zdravje. Zato se moramo sprijazniti s posledicami, ki jih trajno izpostavljenost preveliki količini hrupa povzroča. Hrup zelo vpliva na koncentracijo pri delu in na razumljivo komunikacijo, ki pa je zelo pomembna pri delu učenju v šoli. Učenci in učitelji težje delujejo zbrano v prostoru, kjer je jakost hrupa previsoka, zato smo izdelali merilec hrupa, kateri bo opozarjal na previsoko jakost hrupa v določenem prostoru. Merilnik hrupa, katerega smo izdelali v sklopu inovacijskega predloga, bomo lahko uporabljali v različne namene skozi vso leto. Hvala za pozornost.